do največ prostora za družinske penzione, družinske hotele. 1887 leta začne tukaj voziti parnik in to je tudi na nek način pravi začetek turizma, kasneje samo tudi tista železnica zobata pridruži, kajti treba je premagati kar nekaj 100 metrov od morske višine in za ljudi je bilo lepo poskrbljeno, če so hodili po dolini Ina, da so lahko prišli tudi luštno do samega jezera z vlakcem in s parnikom po jezeru pa spet nazaj. To je bilo zelo, zelo mondeno, sploh pred prvo svetovno vojno je bilo značilno za tiste okoličane okrog Dunaja, da so radi hodili v ta gorski svet. Dunajski gost jih ni zadovoljeval, ni bilo tistih pravih hribov, kot so tukaj na Tirolskem. Seveda danes v turizmu veliko pomeni. Če se mogoče spomnite, sem rekel 340 tisoč turističnih postelj, mi pa manj kot 40 tisoč, cela Slovenija. In na to je zagotovo tudi muzej, domovinski muzej, Heimat muzejem, kjer je si mogoče to pogledati. V zimskem času, predvsem v letnem času, je pa dodatna atrakcija tudi, ko postavljajo žive jaslice, tako živimi živalmi in živimi ljudmi. Tako da to je tudi v vikendih, v določeni uri, mislim, da je to zvečer. Tisti, ki smo hodili skupno bavarske gradove, smo govorili o tem, zakaj je predstava ponoči, ker je... Vidite, čeprav še ni prave zime, pa en delček že lepo zamrzne, kajti nadmorska višina naredi svoje.